Podobe znanja. Tri-D tiskanje je v zadnjih letih revolucioniralo proizvodnjo in odprlo povsem nove možnosti, kaj in kako lahko nekaj izdelamo, naj gre za rakete ali pa denimo medicinske vsadke. Toda nedavno so slovenski raziskovalci z Inštituta Jožef Štefan podrli povsem nov mejnik 3D tiska. Razvili so način, kako lahko neposredno v živih celicah ustvarijo tridimenzionalne mikroskopske strukture. Na kakšen način ta raziskava, ki je bila objavljena v reviji Advanced Materials, premika meje možnega na stičišču biologije, fizike in inženirstva, kot so zapisali v sporočilu za javnost, in kaj vse se z njo odpira, bomo v tokratnih podobah znanja preverili v pogovoru s prvo avtorico članka, doktorico Marušo Mur z odseka za fiziko trdne snovi Inštituta Jožef Štefan. Doktorica Maruša Mur, lepo pozdravljeni in dobrodošli v podobah znanja. Lepo pozdravljeni. Tiskanje mikrostruktur znotraj živih celic se sliši tako nenavadno ali celo povsem znanstveno fantastično. Zato bi me najprej zanimalo, za kakšne namene pravzaprav bi te natisnjene strukture znotraj celic prišle prav. Ja, mi smo razmišljali v bistvu zelo široko v različnih smereh. Eden od načinov, kako bi lahko te strukture uporabili, je za razne mikrosenzorje, se pravi za neko senzoriko v celicah, pa potem kot neke označbe celic, da lahko celice dolgoročno spremljamo, ali pa tudi za študije določenih celičnih procesov, s tem, da pač te strukture same procese zmotijo ali pa jih nekako spodbudijo, pa potem lahko vidimo, kaj se v celici zaradi tega dogaja. Se pravi, nemara v prvi vrsti za različne vrste znanstvenih raziskav, pa morda mnogo kasneje potencialno v kaki diagnostiki dejansko ali kako? Ja, seveda, ja, v naših se pravi, naša ideja je bila zaenkrat to uporabiti predvsem v nekih bioloških raziskavah, se pravi za študiranje procesov znotraj celic. No, saj mislim, da se pravzaprav k temu vrneva, ko nam bo nekoliko jasneje, kaj pravzaprav vse ste uspeli storiti, doktorica Maruša Mur, ampak če začneva nekako na začetku. Kot sem omenila uvodoma, 3D tiskanje se danes uporablja na res najrazličnejših področjih, pa vendar, od kod pravzaprav sama ideja, da bi nekaj natisnili prav znotraj živih celic? Ja, v našem laboratoriju imamo v bistvu kar nekaj izkušenj, veliko izkušenj z vstavljanjem raznih objektov v biološke sisteme. Mi smo začeli kot laboratorij za biointegrirano fotoniko, kjer smo se ukvarjali predvsem vstavljanjem raznih objektov v biološka tkiva ali pa tudi v celice, in potem prek njihovih optičnih lastnosti razbrali določene spremembe v celicah. Naprimer, z vstavljanjem teh fluorescenčnih kroglic, ki lahko delujejo kot mikrolaserji, lahko preko spektra izsevane svetlobe spremljamo, kako se spreminja lomni količnik v celici, iz tega pa lahko sklepamo na recimo koncentracijo raznih snovi, spreminjanje koncentracije raznih snovi v okolici tega senzorja. Se pravi, laserji v celici, torej. Tako se je začelo, v bistvu, tako se je začel nekako naš laboratorij, s tem. Se pravi, 3D tisk mikrolaserjev, ki je tudi ena od opcij, ki ste se lotili v tej raziskavi, je pravzaprav nadgradnja nekega že daljšega procesa, kaj se vse da početi znotraj živih celic. Ja, tako je. Po drugi strani pa imamo na odseku to napravo za 3D tiskanje struktur na mikronski skali, ki nam omogoča 3D tiskanje, se pravi struktur v velikosti recimo od 1 mikrometra pa tam do 100 mikrometrov ali pa nekaj 100 mikrometrov. Jaz sem tudi to napravo že uporabljala tekom doktorata na enem povsem drugem projektu sicer, ampak
pač imeli smo izkušnje in z delom s celicami in s tem 3D tiskanjem in potem v bistvu smo do te ideje prišli tako bolj v šali. Nekdo je rekel, si predstavljaš, da bi lahko nekaj sprintali v celici in potem smo malo razmišljali in smo ugotovili, da mogoče pa res, če združimo vse to znanje, ki ga imamo, pa lahko pokažemo nekaj novega, dosežemo nekaj novega. Ok, očitno je uspelo, ampak torej, kako se tiska znotraj celic? Kaj je za to potrebno? Kakšne materiale lahko uporabite? Kako izgleda pravzaprav tak postopek? Postopek izgleda tako, da najprej z zelo tanko stekleno iglo v celico vbrizgamo kapljico materiala. Kasneje ta material osvetlimo in na ta način polimeriziramo. Zdaj, materiali, ki se uporabljajo v dvofotonski fotolitografiji, so fotoobčutljivi materiali, ki jim rečemo fotorezisti. In sicer te fotorezisti, ki jih mi uporabljamo, so negativni fotorezisti. To pomeni, da tam, kjer ga osvetlimo, tisti del fotorezista spolimerizira, se pravi, tam se material strdi, preostanek, ki je neosvetljen, pa ostane v tekočem stanju in se kasneje raztopi, tako da pač ostane samo trdna struktura. Domnevam, da torej material ne sme biti toksičen za celico, to verjetno je bil tudi izziv. To je bil izziv, ja. Materiali, ki se tipično uporabljajo v dvofotonski fotolitografiji, so sicer velikokrat specificirani kot biokompatibilni, ampak ponavadi gre pri tej specifikaciji zgolj za biokompatibilnost v že polimeriziranem stanju. Pri nas je pa mogel biti ta material biokompatibilen že preden se strdi, ko ima pa noter še lahko razna topila, ki pač škodljivo vplivajo na celico, tako da mi smo se tega lotili tako, da smo pač preizkusili vse materiale, ki smo jih imeli na zalogi in smo uspeli najti enega, ki za celice ni izpadel škodljiv. Po drugi strani pa smo imeli še precejšnjo srečo, da se je izkazalo, da ta fotorezist kljub temu, da je specificiran kot nevodotopen, se v določeni meri še vedno raztaplja v vodi, kar je bilo za nas zelo pomembno, ker se je potem ta kapljica, se pravi ta fotorezist, ki je ostal nepolimeriziran, se je uspel raztopiti v vodnem celičnem okolju in tako smo v celici dobili samo strukturo, se pravi strjeno strukturo. Mogoče še nisem omenila, kako točno sploh ta polimerizacija poteka. Zdaj, rekla sem, da material osvetlimo. Zato, da pride do polimerizacije, rabimo zelo visoko intenziteto svetlobe. Material zato osvetljujemo s femtosekundnim laserjem, ki je močno fokusiran, zato da pač v fokusu tega laserskega žarka je potem intenziteta svetlobe res velika, tako da do polimerizacije res pride zgolj v tej majhni pikici. In zdaj, če si predstavljate, da ta laserski žarek premikamo naokrog po vzorcu, lahko s tem efektivno rišemo neko tridimenzionalno strukturo. Zdaj, kakšno strukturo bomo narisali, v bistvu določimo s tem, da na začetku, kot pri konvencionalnem 3D tiskanju, v računalnik damo pač 3D model strukture, računalnik pa potem preračuna, po kakšni poti se mora laser premikati, da bo pač izrisal to strukturo. Vi ste se odločili za tiskanje podobe slončka in pa znaka Inštituta Jožef Štefan, se pravi tako malo za šalo, pa predvsem za verjetno demonstracijo. Torej. Ja, tako, ja. Takrat smo v bistvu, nas je bolj zanimalo, a se to sploh da narediti, nismo se še toliko ukvarjali z samo uporabnostjo teh struktur. Takrat smo potem bolj za šalo naprintali nekaj takih mogoče vizualno bolj privlačnih struktur. Kako pa se je na to pravzaprav odzvala celica? Načeloma nismo vajeni, da bi v celice prišla zdaj nenadoma neka velika, za celico velika struktura, čeprav gre za izredno drobne printe, če lahko tako rečem, 10 mikronov, kaj ne?
So celice to sprejele dokaj brez težav? Kaj se je dogajalo? Celice ne preživijo, se pravi, ne sprejmejo vse enako teh struktur. Se pravi, nekatere celice lahko ta postopek preživijo praktično povsem nemoteno. Ni videti, da bi se karkoli v njihovem delovanju spremenilo. Tudi kasneje opazimo, da se normalno gibljajo po vzorcu in se celo delijo. Zdaj v številnih primerih pa med postopkom tudi umrejo. Mi smo študirali, kaj bi bil glavni razlog tega, pa smo nekako prišli do zaključka, da je v bistvu to, da predremo membrano med vbrizgavanjem tega materiala, v bistvu najbolj ključno za smrt celic, se pravi, to najbolj pripomore k temu, da to najbolj zmoti celice. No? Ker pač zato, da mi vbrizgamo material v celico, moramo membrano predreti. Ta igla je sicer zelo tanka, ampak vseeno pač pri tem pride do poškodb, ki se potem ne zacelijo nujno uspešno. Kot ste tudi omenili, doktorica Maruša Mur, celice, ki so uspešno preživele poseg, so se pravzaprav tudi zelo uspešno delile in ta struktura je potem bila del ene od hčerinskih celic, ki pa se je nekoliko drugače obnašala, menda. Opazili smo, da pač kar nekaj, spremljali smo veliko celic, ki so se delile in pri deljenju pač struktura ostane v eni od hčerinskih celic. Zdaj opazili smo, da je za celice, ki so vsebovale strukturo, čas delitve nekoliko podaljšan, kar kaže na to, da te strukture vseeno niso povsem nedolžne, da vseeno imajo nek vpliv na celico. Nakazovalo se je tudi, da se mogoče spremeni nekoliko mobilnost celic, določenih celic, ki imajo noter te strukture, napram celicam brez struktur, ampak tega nismo opazili v tako veliki meri, da bi lahko z gotovostjo trdili. No, vsekakor prostora za nadaljnje razne raziskave je veliko. Ste se pa lotili tudi tiskanja nekih mnogo bolj potencialno že uporabnih struktur. Med njimi so črtne kode, ki bi lahko omogočale sledenje celicam, uklonske mrežice in mikrolaserje. O laserjih sva že nekaj malega rekli, zdaj tukaj nek nov tip laserja, natisnjen v celico. Skratka, sliši se, kot da gre za zelo različne strukture, pa vendar so pravzaprav nastale na, če prav razumem, zelo podoben način. Ja, tako je. Kar se tiče samega 3D tiskanja, v vseh primerih poteka na povsem enak način. Edina razlika je pač v 3D modelu, ki ga vnesemo v računalnik in potem pač se struktura natisne ustrezno. Ja, so pa pač te strukture različne po namembnosti. Če začneva pri črtnih kodah, recimo, kakšne so, o čem pravzaprav govoriva, verjetno znotraj celice neka struktura ne spominja na tiste nalepke oziroma znake, ki jih poznamo iz izdelkov, ki jih kupujemo v trgovinah, čeprav ima enako zveneče ime. Kako izgledajo in kako bi lahko vanje vnesli neke informacije? Ja, črtna koda je v bistvu nek grafični označevalec. Zdaj, v našem primeru smo mi, glede na to, da smo 3D tiskali, smo si potem zamislili neke vrste 3D-dimenzionalno strukturo, s katero bi lahko pač celico unikatno označili. Mi smo si to zamislili kot nekakšno strukturo v več nivojih, kjer bi potem na določenih mestih imeli ta spolimeriziran fotorezist ali pa ne, in potem na osnovi tega, ali je nekje prisoten ali ne, vemo, če pogledamo celotno strukturo, lahko točno vemo, za katero strukturo gre in katera celica je pač s to strukturo označena. S tem lahko unikatno označimo posamezne celice in jih potem med eksperimentom spremljamo. V bioloških eksperimentih namreč večinoma spremljamo zgolj
celotne populacije celic, tukaj bi pa lahko pol spremljali pač posamezne celice in njihove odzive na okolico oziroma karkoli. In če sem prav razumela, je lahko teh različnih črtnih kod, ki jih bi na ta način zmogli natisniti 2x10⁸, se pravi več kot je celic v telesu. Torej... Ja, to je pač za ta naš dizajn, ki smo si ga zamislili, lahko bi pač si zamislili dizajn tudi precej drugače, pa bi bilo tudi še veliko več teh unikatnih kod. Namreč ta metoda, s katero smo tiskali, ima zelo visoko resolucijo, ki je mi tukaj nismo v polnosti uporabili, no? Tako da bi lahko dosegli še veliko več unikatnih kod. Ampak tudi, če bi želeli označiti vse celice v telesu, očitno pač že to zadošča, ne? Nekako. Ja, seveda pa to v resnici ni namen, da bi označevali celice znotraj telesa, ker na tem nivoju, kot je zdaj ta metoda, pač seveda tega ni možno izvesti. Podobna, pa spet povsem drugačna struktura so uklonske mrežice. Tudi te naj bi omogočale določeno spremljanje dogajanja? Kako? Se pravi, pri uklonskih mrežicah gre za neko periodično strukturo, ki, če na njo posvetimo svetlobo, pač lahko potem opazujemo njen uklonski vzorec. Mi smo natisnili uklonske mrežice, se pravi dvodimenzionalne uklonske mrežice, to pomeni, da je ta periodičnost v dveh smereh, se pravi, da je struktura nekako spominja na kvadratno ali pa heksagonalno mrežo in potem je tak tudi uklonski vzorec, ki ga lahko opazujemo tudi daleč stran od vzorca. Lahko pa pri tem tudi opazujemo recimo rotacije, se pravi, če imamo dvodimenzionalno uklonsko mrežico, pa se ta zavrti, lahko tudi v uklonskem vzorcu opazujemo rotacije, pač to isto rotacijo in prek tega vemo, kako se celica obrača, ne da bi jo morali spremljati pod mikroskopom. Se pravi, spet neka nova možnost spremljanja dogajanja raziskavanj. Torej, še mikrolaserji so nama ostali, Maruša Mur. Na kakšen način so zdaj ti natisnjeni in drugačni od tistih, ki ste jih v celicah delali prej? V bistvu niso kaj dosti drugačni. Drugače je to, da so te pač natisnjeni direktno v celici, se pravi, prej smo ponavadi te laserje vstavljali v celico prek procesa fagocitoze. To pomeni, da smo fluorescenčno barvane kroglice pač stresli v vzorec zraven celic in potem, če so celice sposobne procesa fagocitoze, potem jih v bistvu kar nekako pojejo te tujke in se te kroglice, mikrolaserji v bistvu znajdejo v notranjosti. Zdaj v tem našem primeru pa lahko pač strukturo naredimo dejansko znotraj celice, kar je pomembno mogoče tudi z vidika tega, da fagocitozo zmorejo zgolj določeni tipi celic, s tem bi pa načeloma lahko te mikrolaserje uporabljali tudi v drugih tipih, kjer fagocitoza ni možna in mikrolaserjev na drugačen način ne moramo spraviti v notranjost. Kakšen je bil kaj odziv na to raziskavo, glede na to, da se zdi, da ste odprli kar nekaj zelo novih možnosti na tem področju? Ja, odziv je zaenkrat bil zelo dober. V bistvu tako v tuji javnosti kot pri nas. Tako da, ja, dober odziv zaenkrat, ja. Odlično. Kaj pa so bili torej, če stopiva nazaj, tisti najtežji vidiki same raziskave? Kje se je najbolj zatikalo? Kaj je bilo najtežje razrešiti? Zdaj, kar se tiče samega eksperimenta, je bilo mogoče najbolj problematično to mikroiniciranje. Tam smo imeli največ težav, ker pač to res celice očitno precej poškoduje in zaradi tega smo se zelo veliko ukvarjali s tem. Kar se tiče pa same raziskave, pa v bistvu nekako precej hitro smo prišli do tega, da
znamo nekaj natisniti v celici in da se to da narediti, potem smo se pa dlje časa ubadali s tem, zakaj je to v bistvu uporabno, kaj lahko zdaj s tem naredimo. Zdaj nekaj možnih uporab smo našli, nekaj pa še ostaja za prihodnost. Kako zapletene strukture pa bi lahko teoretično natisnili, ne? Prej ste omenili, doktorica Maruša Mur, da pač v resoluciji niste šli do konca tega, kar je možnega že z vašo opremo. Torej, kaj pa vidite kot dolgoročne možnosti, ki se s tem odpirajo? Bodo nekoč te strukture lahko izredno zapletene ali kako? Kar se tiče resolucije, nismo šli do konca pri teh črtnih kodah, sicer smo pa preizkusili tudi, do kam lahko gremo. Se pravi, smo preizkusili, lahko smo tiskali z resolucijo približno 260 nanometrov, s tem, da bi se to dalo še izboljšati z določenimi spremembami parametrov samega laserja. Zdaj, kakšne strukture, pa v bistvu ni videti nekih omejitev, pač strukture ne morejo biti bistveno večje od 10 mikronov, zato ker je potem to za celico že prevelika struktura in enostavno ne moremo vbrizgati toliko materijala noter, ne da bi celico pri tem pač kritično poškodovali. So pa lahko mnogo manjše? Lahko so mnogo manjše, lahko so pač mikronske ali pa tudi podmikronske načeloma, ampak potem tam smo pa pač res že omejeni z resolucijo. Zdaj, sprintali smo tudi strukture, ki imajo noter luknje, ker zaenkrat nam še ni uspelo, da bi naprintali kakšne gibljive strukture, sestavljene recimo iz več gibljivih delov. Čeprav je to sicer s to metodo mogoče printati, kadar ne printamo v celicah, ampak v navadnih vzorcih, v celicah pa nam to zaenkrat še ni uspelo, tako da mogoče tudi to še izziv za prihodnost. Pa je samo to okolje celice, ne? Glede na to, da pač vendarle laser, ne glede na to, kako super hiter je, glede na to, da je femtosekundni in natančen, svetloba se vendarle nekoliko ukloni, a ne, kadar potuje skozi tekočine, kot je v celicah. Kako velik dejavnik je ta sprememba, ali pa ste že tako na natančnih dimenzijah, da ni to nek resnejši problem? Na začetku nas je v bistvu to kar skrbelo, da bo to težava, namreč kadar uporabljamo to tehniko v nekak navadnem načinu, tam laser v bistvu pride direktno v material in ne prehaja nobenih mej med materiali, se nikjer ne lomi, tako da je pač optimalno sfokusiran. V našem primeru pa je laser šel najprej skozi plast stekla, potem skozi plast, se pravi skozi celično membrano, pa skozi celico, pa potem prešel sferično, se pravi mejo, ko je šel v kapljico tega fotorezista. In zdaj vsak ta material je imel drugačen lomni količnik, kjer potem pride pač do loma svetlobe. Na začetku smo se precej ukvarjali s tem, a bo potrebno zaradi tega strukture, v bistvu te 3D modele, ki jih vnesemo noter na začetku, že nekoliko prilagoditi, da bomo potem na koncu prišli do željene oblike. Ampak potem se je izkazalo, da so te prispevki v bistvu tako majhni, da so deformacije zaradi tega zanemarljive. Pa bi se takšne strukture lahko teoretično nekoč varno uporabljale tudi v živih organizmih, recimo za raziskave ali kaj podobnega? V bistvu si to težko predstavljam, mogoče v kakšnih zelo preprostih organizmih, ampak zdaj, da bi pa tukaj šli v neke kompleksne organizme, pa mislim, da ne. Bolje nekako, jaz njihovo uporabo bolj vidim v bioloških raziskavah na nivoju celic. Če se zdaj
posvetiva temu delu, ne? Na kakšne načine bi zdaj se tu lahko odprle nove možnosti raziskav? Kaj vse lahko takšne strukture omogočijo, ko recimo raziskovalci raziskujejo delovanje nekih mehanizmov ali pa karkoli v zvezi pač z dogajanjem v celicah, ne? Ker to zdaj lahko pravzaprav natisnete v katerokoli celico, a ne? Že zdaj se je, kot ste omenili, marsikaj dalo storiti z fagociti, a ne? Torej celicami, ki so zmožne vase pojesti nekaj, ne? Zdaj pa se to širi na tako rekoč katerokoli drugo celico, ne? V principu, ja. Mi smo to sicer poskušali na enem tipu celic, ampak v osnovi ni nekih zadržkov, da se te metode ne bi dalo uporabiti pač na katerikoli celici. In zdaj recimo, ja, mi smo si zamislili, da bi recimo z neko tako strukturo lahko pregradili celico se pravi ločili različne dele celice in s tem prekinili neke celične procese. S tem lahko recimo potem opazujemo, kako so določeni deli celice povezani med sabo, pa kako sodelujejo med sabo. Če kar naenkrat pač prekinemo to povezavo in je ni več. Je ni več, ja. To so pač take raziskave so že delali, ampak na drugačne načine, tako da so prav, mislim, da kemijsko uničili en del celic. Mi bi pa lahko pač pregradili celico in opazovali pač, kaj se zgodi posledično. Se pravi, natisnemo vmesne pregrade. Recimo, ja. Kaj pa konkretno v nadaljevanju, kam razmišljate, kaj so tisti vidiki raziskovalni, ki jih želite zdaj nasloviti v prihodnje? Se pravi, to je zdaj ena taka zelo uspešna raziskava bila, odpira veliko novih možnosti, ne? Pa se pojavi potem vprašanje, v katero smer bi sami pravzaprav želeli iti, kaj je tisto, kar vas torej zdaj najbolj zanima? Ja, zdaj trenutno v bistvu raziskujemo, kako določene oblike teh struktur vplivajo, če vplivajo na celice. Se pravi, a so imamo recimo okrogle strukture, potem imamo pa neke zelo bodičaste strukture, pa gledamo, a ta oblika struktur, ki vpliva na obnašanje celic. Če organele kaj bolj bode. Ja. V prihodnosti pa mogoče tudi preizkusiti kakšne druge materiale, recimo zelo zanimiva pot bi bila uporabiti kakšne funkcionalne materiale, se pravi materiale, ki se odzivajo na določene zunanje dražljaje in se lahko potem pač v odvisnosti od neke spremembe v okolici, pač sama struktura mogoče nekoliko spremeni ali pa premakne ali pa kaj takega, mogoče za razmislek za naprej. Ja. Dela očitno ne bo zmanjkalo, ne? Ja, zaenkrat ne. Najlepša hvala za vsa ta pojasnila, še enkrat čestitke za uspešno raziskavo in vam hvala za obisk v studiu. Najlepša hvala za vabilo. Podobe znanja. O tiskanju mikrostruktur neposredno v žive celice sem se z doktorico Marušo Mur z Inštituta Jožef Štefan v današnjih Podobah znanja pogovarjala Nina Slaček. Za to je skrbel Miha Klemenčič. Podobe znanja seveda najdete tudi na spletni strani Arsa v arhivu 365 in med podcasti. Pa prijetno tudi v nadaljevanju dneva.